Pozdravljeni. V svojem prispevku pišemo kronologijo dogodkov povezanih z reformo lokalne samouprave, ki smo ji bili priča takoj po osamosvojitvi. Danes še vedno ugotavljamo, da navkljub 30-letnim prizadevanjem le-ta še ni v popolnosti zaživela. Obstala je nekako na pol poti. Medtem ko se je število občin zaradi poudarjenih lokalizmov ves čas povečevalo, pa pri dokončevanju reforme z uveljavitvijo druge vmesne ravni še vedno stopicamo na mestu. Pokrajine naj bi zapolnile vrzel med majhnimi občinami in državo, bi s tem na ta način blažila prevelike razlike med posameznimi rasti šibkejšimi občinami. Ker pa regionalizacija in decentralizacija vsebujeta povečano prerazporeditev politične moči in prenos iz enih socialnih grup na druge, je bil vseskozi to sporen politični projekt, ki je sprožil medsebojne borbe za spremenjena družbena razmerja moči. Zato tudi ravno zaradi tega še vedno stopicamo na mestu. Pred pol stoletja uveljavljeni policentrični koncept regionalnega razvoja ni bil učinkovit, ker večina odločujočih politikov še vedno v popolnosti ne razume svojega poslanstva. Zato pa imamo potraten in centraliziran administrativni aparat, neučinkovito regionalno načrtovanje in za nacionalne interese celo škodljivo prostorsko planiranje.